V poslu sestanek ni bil še nikoli posel, ampak sestanek je samo priložnost za posel. In danes bi vam rad povedal par situacij, ki se zgodijo v življenju, predvsem v tem zaključevanju prodaje, kjer je najbolj prijazen izraz v naši okolici, v našem prostoru poslovnem je, vas pokličem drug teden. Za nas, ki smo že nekaj časa v biznisu, to pomeni tako kot pred 20 leti, ko si rekel dekletu v diskoteki, da boš poklical, a ne. Se pravi, to je samo na lep način povedano, da jih sodelovanje ne zanima in zato je dobro takrat vprašati, glejte, vem, da vam zgleda nekaj ni všeč, a mi zaupate, kaj pa je tisto, kaj vam ni všeč. Cena, ne vem, vsebina, karkoli. Ampak to je že zgodba čisto popolnoma zase. Ampak ena stvar, ki jo pa danes želim z vami deliti, je tudi glede vprašanja cene. Recimo v storitveni dejavnosti, zdaj razen če prodajate neke produkte ali pa imate monopol na trgu, kjer dejansko ljudje kupujejo kot na borzi, samo da je cena. V našem recimo svetovalnem biznisu vemo, da cena nikoli ni vprašanje, ker je brez veze povedati bilo katero ceno, če ti pomagati ne moremo, oziroma če nismo ta pravi ljudje, če nam kemija ne steče skupaj, ne. Zelo pogosto se pri nas zgodi, da klient, ki nas tudi prosi za sestanek in se postavi nad tabo in ti delegira, kaj bi rabil ti kot svetovalec pri njemu narediti, verjetno ni ta pravi klient in ne bosta nikoli mogla zaključiti ta posel, ne glede na koliko ti potrebuješ nove kliente ali pa karkoli, verjamem, da ne boš posla naredil. Želim sem povedati, da kadar vas vprašajo po prvi minuti, koliko pa je cena tega, je neumno reči ceno. Ker ko rečete ceno, so oni prevzeli pobudo, se pravi, nasprotna stran je prevzela pobudo in dejansko verjetno tega posla ne boste nikoli naredili. Najbolj pomembno je, da kadar vas rečejo, kakšna pa je cena, da rečete recimo odvisno. Odvisno. Zdaj, včasih je tudi lahko, da rečete med 1000 in 15 000 evrov. Ampak največji štos pa je, zakaj bi vi sploh karkoli kupili, če ne vemo, kakšne probleme ali pa kakšne izzive hočete rešiti. Zato je zmeraj pomembno, da preden govorimo o bilo kakšni ceni, ugotovimo sploh, a vi to rabite ali to vaš klient rabi, in takrat se šele pogovarjajo o ceni. Zelo pogosto ljudje zamenjujejo prestiž od potrebe. Prestiž je nekaj, moram kupiti, da me okolica potrdi, in potreba je tisto, kar delamo nažalost mi, da moramo ugotoviti to potrebo in koristnost tega vloženega denarja naše stranke.